Canva omogoča, da lahko v izdelku uporabimo dve različni grafični predlogi. Primer bomo naredili na grafični predlogi brošura. Uporabimo predlogo, izberemo stran, osvežimo stran, izberemo drugo predlogo, v našem izdelku dodamo stran, izberemo stran iz predloge. Poleg dodajanja strani v izdelku lahko strani premikamo, podvajamo in preprosto izbrišemo. Namenoma smo izbrali predlogi, ki vsebujeta plačljive elemente, ki jih odstranimo tako, da jih enostavno zbrišemo. Vidimo, da so bili v drugi predlogi uporabljeni grafični elementi imenovani okvirji, ki so nam v pomoč pri umeščanju fotografij. Preden bomo začeli z oblikovanjem našega izdelka, bomo izdelek poimenovali. V izdelek bomo vnesli fotografije in jih oblikovali po našem okusu. Uskladili bomo barve v grafičnih elementih imenovanih oblike. Zdaj smo pripravljeni za vnos besedil. Canva omogoča, da besedilo lahko vnesemo iz zunanjih dokumentov, kot je na primer Word, iz spletnih strani in podobno. Canva prepozna prilepljeno besedilo kot golo besedilo. Mi smo si besedilo pripravili v WordPadu. Za premikanje polja z besedilom po predlogi lahko uporabimo smerne kazalce na tipkovnici. Z ukazom CTRL-C in CTRL-V pa označeno polje lahko kopirate. Enako velja tudi za druge grafične elemente. Odvečne elemente v predlogi enostavno odstranimo z miško. Zdaj pa je čas, da uredimo še besedilo. Naš izdelek še malo popestrimo. Izdelek je pripravljen za prenos.